Dobrodošli v rubriki Holistični protokol, kjer holistično na osnovi 3 pomenljivih stebrov iščemo rešitve za vaše težave. Z nami sta danes v studiu Jasmina Kandorfer, diplomirana delovna terapevtka, ki bo tudi danes odstrla svojo modrost, svoje znanje, ki ga zbira tekom let, in doktorica Urška Videmšek, ki bo prav tako prispevala svoje strokovno znanje. Obe pa sledita tudi intuiciji pri teh odgovorih. Spoštovani gosti, dobrodošli. Da naš današnji izziv nam postavlja naša gledalka Majda, ki je stara 63 let, ima dedno revmo, zelo je občutljiva na vreme, pravi, da tudi neredno odvaja in ima bolečine v mišicah. Pa najprej na splošno poglejmo, kakšen bi bil vajin prvi odziv za gospo. Jasmina, prosim. Pri revmi moramo vedeti, da so tukaj vnetja. Sploh sklepna revma je tista, kjer je že kar jasno, da so v črevesju luknje in te luknje potem privedejo do tega, da pride do vnetja. Vnetje je pa alfa in omega vsega pravzaprav. Telo ne more odlično delovati, če so tukaj prisotna vnetja, tako da tukaj bo zelo, zelo pomembno pri prehrani, kar bo verjetno tudi Urška povedala, da bo res izločila tiste najbolj vnetne faktorje v prehrani, ki so pa nažalost tudi zelo, zelo pogosti. Sicer pa bom povedala tudi o novi metodi, že tisočletja je v resnici stara, ampak obsevanje oziroma sončenje z rdečo terapijo, z rdečo svetlobo oziroma bližnjo infrardečo svetlobo je tudi ena izmed stvari, ki odlično prispeva revmatičnim bolnikom, ki so zelo, zelo velikokrat v bolečini. Krasno, Jasmina, k tem navadam se bova čisto konkretno, kot pravi, še vrnili. Urška, prvi odziv. Tukaj gre za vnetja. Revma je vnetje, zdaj odvisno tudi v katerem delu telesa se ti obolenja pojavljajo, tako da je treba iti z vso silo na ta vnetja, da se sanirajo, da se umirijo, teda je treba vso pozornost usmeriti v samo vnetje, tudi v črevesje, kot je že Jasmina omenila, da v črevesju so luknje, zaradi katerih prihaja do vseh teh vnetij, teda je tukaj majčken, treba se tudi osredotočiti na črevesje in celotno vnetje po telesu. Čudovito, in v holističnem protokolu govorimo res o teh 3 ključnih stebrih, navade, prehrana in dopolnila. Jasmina, kaj bi zdaj še bolj konkretno dodala k tvojim prejšnjim besedam glede navad? Zdaj, še en opazek, rekli smo, črevesje bo treba popravljati, tukaj zraven se pojavlja tudi zaprtje, se pravi, res vidimo, da bomo mogli v črevesju narediti spremembe in za začetek ne dajati lepila v črevesje. Kaj to pomeni, bo povedala Urška, ko bo črtala tudi mleko in mlečne izdelke. Skoraj zagotovo sem prepričana, da bo to naredila, ker je to najbolj klasičen povzročitelj tudi tistih dodatnih vnetnih faktorjev. Sicer pa Majdi bi priporočala, da ohrani telesno aktivnost, se pravi, najde nek način, da se poveže s svojim telesom, ne samo, da bolečino hoče skriti, da jo hoče zakriti, prikriti, zaradi tega, ker bolečina je v resnici klic na pomoč, je kot neko sporočilo po pozornosti, in meditacijske tehnike, ki so usmerjene prav na paciente, ki imajo težave z bolečinami, odlično delujejo. In takrat ti za svojim umom ne bežiš stran od bolečine, ampak v bistvu greš v njo. In s tem tudi bolečina dobi to pozornost in lahko že z takšnimi dihalnimi tehnikami in meditacijskimi zadevami močno si olajšaš življenje. Bi pa dodala še to, zapisala je Majda, da je zadeva dedna. Tudi v moji družini je dedna revma in to tiste, ki ti krivi prste na rokah in na nogah, a vendarle sem se zaradi tega sama odločila, da bom imela drugačne navade, da bom imela drugačno prehrano, da do tega ne bo prišlo. Poleg tega pa dedni faktor, se pravi kortizol, stresni hormon, je tisti, ki prižiga dedne bolezni. Kar pomeni, da se Majda mogoče preveč stresira, preveč si jih srcu jemlje kakšne zadeve že prej, zato se je v bistvu tudi vse skupaj to začelo. Ampak Majda naj najde nekaj, kar je všeč, recimo tai chi, qigong,
joga, tudi kakšen pilates, odlične vadbe najdeš zdaj povsod po Sloveniji. Če bi šla kdaj na zvočno kopel, na kako zvočno terapijo, na te stvari, ki so z gongi, pa z posodam, pa to ji bo tudi zelo, zelo, zelo dobro delo. Da se čim bolj sprosti, gospa, ne? Kaj pa še bolj konkretno, ker smo pri navadah, smo tudi pri prehrani, kar je povezano z navadami, s tistimi vsakodnevnimi odločitvami, kaj bomo použili, kot je zdaj Jasmina lepo povedala, Urška, konkretno glede prehrane. Ja, pri prehrani je pa majčkeno bolj moramo biti natančni, in sicer, da izločimo vse, kar povzroča vnetja v telesu, ne. Jasmina je že omenila mleko in mlečne izdelke, to izločimo, čisto popolnoma izločimo, ne. Potem je tukaj tudi vse, kar je belega, bom tako rekla, je treba izločiti, vključno z glutenom. Ker gluten je lepek, ne, in vemo, da povzroča neskončno vnetij, ne samo v črevesju, ampak potem tudi po ostalih delih telesa. To je ključno, da to izločimo, ne. Potem pa seveda, svinjsko meso je tisto, ki ga je treba izločiti. Jaz bi kar rekla, beljakovine živalskega izvora je treba kar dati na tisti minimum, ne. Kot začimba. Ja, kot začimba, točno, ja. To, da damo stran, in potem tudi je tako, da določeni razhudniki povzročajo vnetja v telesu, tako da tudi kak paradižnik, malencanje, ne, to je smiselno izločiti. In pa nekaterim tudi ne odgovarja česen in pa čebula, da tudi to je mogoče, da gospa Majda majčkeno pretestira, kakšne reakcije sprošča v telesu, ne, ker to je res smiselno izločiti, ne. Seveda je pa treba tle poseči tudi po vodi, nikoli ne smemo pozabiti na vodo, ne, da se res telo hidrira, ne, ker s tem bo tudi bolečina veliko lažje obvladljiva, če ima vodo na razpolago, nek medij, s kateri se lahko vse te, bom rekla, presnovni ostanki, od samega vnetja izločijo iz telesa. Seveda lahko se to pomaga z neskončno zelišči, od kurkume, ingverja, meta, majaron, timijan, še bi lahko naštevala, ne, ki zelo lepo pomagajo pri vnetjih, ne. Tako da pa seveda omega-3 maščobne kisline, ki so semenke bogate z njimi, oreščki so bogati z njimi, tako da na tak način, da se popestri sama prehrana, ne. Je pa res, da je treba majčkeno biti iznajdljiv v kuhinji včasih, ker ne vemo recimo, kam bi sezam dali, pa na kak način ga uporabili. Tako da tukaj majčkeno iznajdljivosti, majčkeno se s hrano poigramo, ne, z okusi poigramo, ampak mislim, da je hrana tukaj ključna, da se bodo sploh začela vnetja sanirati, ne. Pa se zdaj v vsaki trgovini že dobiš, recimo 20 let nazaj, da si se hotel izogniti mlečnemu izdelku pa belemu, si se res mogel namatrati. Nekateri so hodili pol, ne vem, v Avstrijo, v Italijo dejansko v trgovino. Danes je to sila preprosto, kar bo tudi sama Majda ugotovila, je, da bo rabila ful manj hrane pojesti. Ker tisto, kar bo pojedla, bo kvalitetno, jo bo nasitilo, ne bo volumensko toliko veliko in na koncu, kakor se bo mogoče na začetku pritoževala, lej, navadna moka je pa ful cenejša, kakor, ne vem, ajdova ali pa prosena ali pa, ne vem, riževa ali kakorkoli, bo na koncu ugotovila, da jo ima pa za dlje časa, pa jo bolj nasiti, pa vnetja in ne povzroči, tako da bo to super. Pri nekih novodobnih pristopih, ki se trenutno uporabljajo pri svetu, bi dodala, kot sem rekla, uporabo rdeče svetlobe, svetlobne terapije. Gre za take LED panele, ki so zdaj tudi cenovno dostopni za domačo uporabo. Recimo manjši panel je tam nekje 300-400 evrov, večji je tam med nekje 700 evrov. Enkrat kupiš, imaš dejansko celo življenje. Sicer pa v svetu so zelo uspešni z eno napravo, ki se imenuje Papini. Tudi v Sloveniji lahko že najdeš vsej na 2 konci, pri Golenhofu pa v Maha centru tudi uporabljajo Papimi. To so v bistvu tudi take terapije, ki delajo na tej aktivaciji mitohondrijski. Tako da možnosti je kar nekaj, bi pa definitivno bilo treba upoštevati tukaj določena prehranska dopolnila, ki morajo biti vsak dan definitivno vključena. Tako, in Jasmina je zadovoljno prikimala, Urška, ne, kaj ven, to, kar nas lepi, ampak kaj bomo pa vnesli kot podporo, vendarle za konec še prehranska dopolnila,
kaj bi svetovala? Na prvem mestu so omega-3 maščobne kisline, tako da tukaj bi kar brez pavz, to je nekako kar redna kurica z omega-3. In sicer res bi kar to priporočala pred spanjem, da se vzameta 2 kapsuli, dlje časa oziroma kar nekako brez pavze, da gremo v to. Potem tudi, kadar so res močne bolečine, res močno prisotne te krči, da se resnično čuti po celem telesu, kakšna kurkuma s kurkuminom pride v poštev. In pa seveda je potrebno poskrbeti tudi za črevesje, tako da tukaj kak mikrobiom 30 zjutraj na tešče, da se vzpostavi nazaj ravnovesje v črevesju, da se bo tudi peristaltika pospešila, da bo potem tudi izločanje potekalo brez težav. Hvala lepa obema za te čudovite nasvete, gospa Majda. Upamo, da smo tudi vam uspeli odstreti tisto možnost za vse, kar lahko naredite sami. Drage gledalke in gledalci, naj vas pa opozorim tudi na www.klepetobkavi.si. Kot veste, je tam na voljo veliko brezplačnih priročnikov in tisti, ki je trenutno največkrat prenesen, torej brezplačna knjiga Holistični vodnik, diagnoza rak. Veliko žalostnih zgodb, ampak tudi tu se da narediti marsikaj. Bodite dobro in ostanite v naši družbi.